Ker se vam izogibam že toliko časa, pa danes je. Povej, vprašajte. Tudi na spletni strani je bilo razbrati nek vaš predlog, to se pravi ZUJF-2 na eni strani, na drugi pa malo bolj prijazen nepremičninski davek. Lahko kaj več mogoče razložite o tem? To je neka varianta, ki bi bila možna za izhod iz te koalicijske zagate. Mi tako že ves čas nasprotujemo poviševanju davkov, tako da bi bila varianta, da se gre v nižje stopnje davka na nepremičnine, pa seveda na drugi strani najde rezerve še na izdatkovni strani proračuna v nekem ZUJF-2. Na vse nepremičnine, recimo bolj na ta gospodarski del. V podrobnosti se ne bi spuščal, zaradi tega, ker seveda se o tem še nismo podrobneje pogovarjali. Poskušali smo samo ponuditi nek konstruktiven predlog za izhod iz zagate, v kateri se je znašla koalicija, ker nepremičninski davek očitno nima zadostne podpore. Kako že dokončno se vam zdi? To pa težko ocenjujem, tukaj morate pa predvsem gospodar Javca vprašati. Gospodar Javca je rekel, da bojo ustrajali. Se pravi, to morate njega. Medtem, ko gospod Lukšič pravi, da bi bilo treba zakon sprejeti v take obliki, v kakršni je. In ga potem naknadno mogoče iskati druge pa menite, da bi bilo mogoče dobro, če bi premijerka na sprejem tega zakona vezala zaupnico? Tudi to je njena ocena, kot sem rekel. Če se bo izkazalo, da nepremičninski davek, takšen kakršen je, nima podpore, bi bila alternativa, da gremo v nižanje stopenj, v zameno za to pa na izdatkovni strani najdemo ukrepe za približno 100 milijonov evrov. Kje bi potem spet pomeni lahko poseganje v določene pravice? Kaj pomeni ZUJF, smo videli že v preteklosti. Ampak kaj to? Kaj to recimo? Rekli namenjave na sodu, glede na to, da je to Lukšič izpostavil kot eno od prioritetnih točk? Državljanska lista temu ne bi nasprotovala. Mi se že dolgo zavzemamo za to, da bi v nadzorni svet soda in kasneje SDH-ja postavili ljudi, ki so popolnoma strankarsko nevezani, popolnoma strankarsko neodvisni in ljudje z vrhunskimi strokovnimi kompetencami na področju upravljanja premoženja. To bi bilo za državo najboljše. Ste občutek, da ima premijerka problem s to zadevo? Ne, premijerka tukaj podpira isti koncept. Midva ima tukaj zelo podoben pogled, torej da bi morali državno premoženje upravljati vrhunski strokovnjaki brez kakršnih koli strankarskih povezav. Gospoda Mišiča, kot ste zahtevali vi, nedavno niso zamenjali. Zaenkrat, če ne, počakajmo, kaj se bo zgodilo. Mogoče samo še kakšen odziv premijerke na vaše predloge današnjega glede davka? No, premijerka se strinja in se zaveda, da v primeru, da nepremičninski davek ne bi šel skozi takšen, kakršen je zamišljen, da bi torej nižali stopnje, da je alternativa temu ZUJF-2 oziroma dodatno iskanje ukrepov na izdatkovni strani proračuna. Moram pa nekaj posebej poudariti. Državljanska lista bi absolutno nasprotovala uvedbi kriznega davka, ker dodatno obremenjevanje dela bi bilo pa zelo nepravično, zlasti do mladih. Koalicija se kar nekako nazaj zdaj pomaknila, tudi vi nekoliko pri tem davku na nepremičnine. Ste se prenaglili v začetku? Ne, gledajte, na začetku je kazalo, da je zadeva usklajena. Še ko smo sprejemali proračun, se je gospod Erjavec strinjal z vsemi temi izračuni in za prilivi od davka na nepremičnine, tako da se je premislil kasneje in tukaj je neka nova okoliščina, na katero je treba računati. V koalicijskem usklajevanju je pa tudi državljanska lista zagovarjala nižje stopnje. Mi smo vedno bili za to, da se iščejo še ukrepi na odhodkovni strani. Kot liberalna stranka smo proti dvigovanju davkov, vendar se je potem na koncu pač našel kompromis z stopnjami takšnimi, kakršnimi so. Mi smo bili predvsem zadovoljni, da smo pri poslovnih in industrijskih objektih prišli do davčne stopnje, ki ne obremenjuje dodatno, bistveno ne obremenjuje dodatno gospodarstva. Treba namreč vedeti, da so indeksi dodatne obdavčitve pri poslovnih in industrijskih obdavčitvah relativno nizki. Mislim, da so pri poslovnih nepremičninah 117, pri industrijskih pa 109. Se pravi, gospodarstva se ne obremenjuje bistveno dodatno s tem davkom. Ampak časovno, gospod Virant, kako bi šlo? S proračunom se mori? Ja, kar v vsakem primeru bo treba odločitve sprejeti zelo, zelo hitro. Mogoče samo še to, Erjavec pravi, da se konec koncev ZUJF-1 jih je tudi, tako da to smo na podobni v bistvu. Nobenega dvoma ni, da so vsi ti ukrepi neprijetni. Glejte,
državljani te države plačujemo račune za številne grehe, ki so jih vplivneži v bankah, v politiki in v gospodarstvu delali v preteklosti. Visoke račune. Hvala. Rečenega, da je tu kar nekaj pomanjkljivosti, tudi pomislekov strani stroke in tu jih vidimo tudi mi. Gre za podatke Gursa, gre za evidence in tu je nekaj rešitev, ki pač se nam ne zdijo smiselne. Kaj pa današnji predlog gospoda Viranta oziroma državljanske liste? Po čemu? Nižje stopnje, davčne stopnje, ampak uvedba neke vrste ZUJF-a 2. ZUJF 2, jaz mislim, da ne pride v poštev. Mislim, da v tem trenutku, mislim, da je bilo dovolj tudi negativnih posledic že v prvem delu. Tako da jaz vidim bolj kot smiselno še vedno krizni davek, ki bi bil morda lahko tudi vezan na nepremičninskega, s tem, da se potem dejansko pripravi dober nepremičninski davek oziroma pravičen. Kakšne sklepete vaše stranke? Težko je reči, jaz verjamem, da bo v teh dneh še veliko diskusije, še vedno se bo iskalo, kje je možno kakšno pomanjkljivost eventualno odpraviti, tako da težko je napovedovati tu naprej. Jaz sem še eno vprašanje za kolegico, namreč ona pravi, da zahteve Evropske komisije, da naj bi dobičke prostovoljnih zavarovalnic nekako ukinili ali jih vračali, da te zahteve ni. Če lahko to malo pokomentirate, tistih 30 milijonov, skratka. Zahteva nedvomno je tudi v tem času, ko je ta polemika bila javno pač nekje obravnavana, tudi v medijih smo mi dobili novo opozorilo in dejansko seveda zahteva obstaja in velika bojazen je, da bi iz tega naslova plačevali kazen in sigurno jaz nisem tisti, ki bi želel to odgovornost prevzemati. Bilo je, žal mi je, v zvezi s tem našim predlogom, ki je bil usklajen kar natančno tudi z Ministrstvom za finance, veliko dezinformacij, predvsem dezinformacije v smeri, da smo mi omogočali z našim predlogom, da bi si ljudje dobičke delili in da bi izplačevali kot dividende, kar dejansko ne ustreza. Lahko bi ta denar bil namenjen zgolj dejansko za kapitalsko ustreznost, se pravi v primeru pokrivanja izgub. So pa drugi predlogi, na koaliciji smo jih obravnavali, kaj bo na koncu kot amandma, težko rečem. Ste danes na tem kolegiju govorili, kako iz te zagate, torej, ki je nastala ZUJF 2 na eni strani, na drugi strani vaši predlogi? No, jaz se pravim še enkrat, ZUJF-a 2 ne jemljem kot nobeno resno alternativo, mislim, da je škoda o tem razpravljati. Tako da verjetno je smiselno iskati rešitve v okviru tega, tudi v okviru predloga, ki smo ga mi dajali, zdaj kaj se bo na koncu Desus odločil, težko reči. Danes niste dobene odločitve sprejeli na koaliciji dokončno? Glejte, težko je dokončno odločitev sprejeti, glede na to, da smo pač eden od koalicijskih partnerjev, ki temu nasprotuje in kjer se mora pač organ stranke o temu odločiti. Tu jaz sam seveda ne morem nobenih zagotovil dajati. Ste pa gospodu Virantu že povedali to, kar ste zdaj, torej, da za vas ta ZUJF 2 ne pride v poštev? Jaz mislim, da to ni dejansko ne alternativa. Po mnenju vašega predsednika bi premijerka morala na nepremičninski davek oziroma zakon vezati zaupnico. Kako vi gledate na to tudi po današnjem pogovoru? Glejte, seveda tudi moje stališče je, da je to predvsem njena odločitev. Zdaj verjetno ne gre na vsak zakon, ki je vezati zaupnice. Omenjen je bil proračun kot tak, ki to vsebuje, ampak ne bi želel v tem, se bo samo odločil. Gospod Gantar, v tej koaliciji vse težje se zdi sprejemate neke odločitve. Tudi vi ste iz svojega resorja večkrat nekako v to smer nakazali. Se vam zdi, da imamo v bistvu vlado samo še zaradi te krilatice politična stabilnost ali je tudi operativna? Torej, jaz bom rekel, če gledam na moje področje, seveda so dejansko veliki interesi mnogih in način dela in sprejemanja odločitev ali pa zakonodaje je tak, da v resnici izpade vse skupaj neučinkovito in tu
Tu tudi jaz zato večkrat pravim, da težko prevzemam odgovornost za nekaj, kar poskuša vsak pol na svoj način spremeniti in na koncu pride izdelek, ki ni več tisto, čemu ljudje namenjajo. Zdaj je v tej vlogi finančni minister. Ja, z nepremičninskim zakonom. Verjetno je slej ko prej vsak v tej vlogi, saj tu ni izjeme, tudi znotraj vlade, pa ne samo znotraj te vlade. Ne bi želel, da je to zdaj neka posebnost te vlade. Mislim, da je to v vsaki vladi težava, ko se poskuša na tak ali drugačen način vplivati na odločitve, ki jih v zakone vključujemo. No, gospod Lukšič je nekako Desus očital, da je v obeh Janševih vladah pripomogel k nižanju davkov, zdaj pa smo, kjer smo. Kako odgovarjate na ta očitek? Mislim, da je tudi interes vedno vseh bil, seveda, da se državljanov ne obremenjuje, da pa danes smo v drugačni situaciji, kjer izbiramo med, bom rekel, slabimi rešitvami ali pa težkimi rešitvami in da na določene ukrepe tudi v smislu obremenjevanja pač moramo pristati, če želimo obdržati, bom rekel, javni sektor dovolj močen, če želimo socialno državo naprej imeti, potem druge rešitve ni. Gre pa za to, da to delaš na nek pravičen način in seveda na podlagi nekih, bom rekel, zelo konkretnih dejstev in podatkov in še enkrat, mi smo v izhodišču podprli rebalans proračuna, ki vključuje tudi nepremičninski davek. S tem, da takrat seveda vsebina v marsičem še ni bila jasna. Tu pa, kot sami veste, so pomisleki iz številnih koncev, tudi stroke in verjetno ni zajemati na tak način, da mi temu nasprotujemo, treba je pa zadeve razčistiti.